Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Podjetje Hit Alpineja je z junijem začelo s postopnim odpiranjem svojih objektov. Pretekli konec tedna so odprli apartmaje Vitranc, po korakih in glede na povpraševanje pa bodo odpirali tudi ostale hotele. Ker želijo gostom v apartmajih nuditi vse udobje, ki ga nudijo hotelskim gostom, bo mogoče imeti ob najemu apartmaja polpenzion. Obroke bodo imeli v bližnji Oštariji, ki svojo veliko sončno teraso že vabi vse obiskovalce Kranjske Gore. Junijske goste bodo ob najemu apartmajev pričakala prav posebna darilca. Zagotovo pa se bo našlo še marsikaj, kar jim bo pustilo lep spomin na počitnice doma. Veseli nas, da smo lahko prve goste že sprejeli in v želji po njihovem zadovoljstvu smo še dodatno obogatili ponudbo, tako da bodo gostje v tem času dobili več za isti denar, je povedal Milan Sajovic, direktor Hit Alpineje. 19. junija se odpre med gosti najbolj zaželen hotel Ramada Resort Kranjska Gora. Skupaj z njim pa tudi bazen Aqualarix. Temu bo sledilo odpiranje še ostalih kapacitet. Seveda bodo gostje lahko povsod uporabili tudi turistični bon. Zanimanje za koriščenje vavčerjev, povpraševanja in klici gostov iz tujine ter obisk destinacije po koncu epidemije nas sicer navdajajo z optimizmom, a se hkrati zavedamo, da bo okrevanje dolgotrajno, še dodaja Sajovic. Obiskovalcev se že veselijo tudi na kranjskogorskem smučišču, kjer že obratujeta sedežnici Vitranc 1 in poletno sankališče. Zimska sezona se je torej dokončno poslovila. Z njo so bili zadovoljni. Letošnja sezona je bila v primerjavi z lansko in pa z eno prej, ki sta bile rekordni, relativno dobra. Beležili smo sicer cirka 1/3 manj obiska, vendar pa v primerjavi s prejšnjimi sezonami je bila kar nekako na istem nivoju. Kljub visokim temperaturam smo uspeli izdelati umeten sneg in smo obratovali skoraj s kompletnim smučiščem. Ostale sta samo Velika dolina in pa mala vlečnica v planici Slatna, ki nista bili zasneženi, drugače smo pa obratovali z vsemi napravami. Seveda, konec sezone nam je zaznamoval tudi v našem podjetju virus COVID-19 in ta epidemija, zato smo predčasno zaprli naše smučišče. To je bilo 13. marca. Seveda naj bi bila takrat tudi tekma svetovnega pokala. Smo ostali brez tekme in pa vsaj brez 3 dobrih vikendov. Vemo pa, da v tem času so se pojavile tudi najbolj zimske razmere, tako da so bile temperature skoraj da cel teden blizu -10, kar se pa celo zimo ni zgodilo. In tam smo beležili tudi kar velik izpad dohodka. Kot rečeno, se je na kranjskogorskem smučišču že začela poletna sezona in z njo povezane aktivnosti. Začeli smo že pred 2 vikendi, se pravi, tole je zdaj že 3. vikend, ko obratujemo našo sedežnico Vitranc za poletno obratovanje. Pripravili smo vse remonte in progo za poletno sankališče, jo tudi tehnično pregledali in smo jo že s prvim dnem dali tudi v uporabo našim gostom. Seveda moram tukaj omeniti tudi, da je odprta tudi kolesarska proga, ki ima tudi veliko sprememb in se jo splača priti pogledati. Seveda pa nudimo tudi prevoze za pešce in potem tudi izhod za vzpon na Vitranc oziroma tudi potem po drugih okoliških hribih. Pripravljajo tudi veliko prireditev, prav posebno za otroke. Pod okriljem kolesarskega parka Bergi, lokalne turistične organizacije Proloko in Trans Julius se 20.6. začne graditi tukaj otroški skill park, ki bo na uporabo našim uporabnikom do konca sezone. Ob dnevih Julijane so se včeraj pohodniki odpravili na pohod po trasi Julijana Trail, ki vodi tudi po kranjskogorski občini. 23 pohodnikov je spremljalo lepo vreme, navdušeni pa so bili tudi nad lepotami med potjo. Ja, jaz peljem danes prvo traso od teh 16, se pravi, mi bomo štartali tukaj pred Ticom in bomo šli mimo železniške postaje, čez Savo dolinko, pa pol ob Savi do Martuljka, se pravi ob golfu.
tam naprej mimo Ruteča do Martuljka, pa pol gor v Srednji vrh. V Srednjem vrhu se bomo ustavili, malo nadihali, mogoče malo preoblekali, glede na to, da je tisti kar breg. Potem se vrnemo dol po cesti, ta glavni, prečkamo glavno, gremo čez most v Špiku, pa potem do prvega slapu, pa nazaj v bistvu na glavno postajo, pa z avtobusom se vrnemo. Udeležba je kar lepa, kot vidimo. Ja, 23 ljudi sem zdaj glih kar zvedel. Ja, lepo. Odkot prihajajo, morda poveva, katere generacije so? Generacije so mešane, ampak so pa več, mislim, da so celo vsi Slovenci. No. Tako da ne vem, nisem jih še spoznal. Bom takoj, ko midva nehava, povprašal malo, s kje so. Kakšno je sicer zanimanje za to pot Julijana? Imate kakšne podatke na splošno gledano? Jaz bom sklepal samo po tem, kar se je zdaj zgodilo. Mi nismo pričakovali, da jih bo toliko. No? Tako da očitno zanimanje je. Sicer sploh ta se mi zdi, da je taka lepa tura, ker ni, v bistvu ni zahtevna, tisti vzpon gor na Srednji vrh je pa pač edina stvar, kjer bojo majčkeno noge trpele. Pohodniška pot Julijana Trail je sicer krožna daljinska pohodniška pot, dolga 267 km, ki poteka skozi doline, preko prelazov, skozi gozdove, urbana središča, samotne planote in ob rekah Sava in Soča. Razdeljena je na 16 dnevnih etap po 18 do 25 km. Krožna daljinska pot Julijana Trail omogoča obhod gorovja Julijske Alpe po urbanih dolinah in samotnih planotah, čez prelaze po skritih stezicah redko poseljenih krajev, skozi večje turistične centre na obrobju gorovja, ob rekah Soča, Sava, Bača, Tolminka in v manjšem delu tudi po italijanskem obmejnem, manj poseljenem delu. Na večini etap lahko opazujemo tudi najvišjo slovensko goro Triglav z vseh strani. V času širjenja koronavirusa so se svete maše tudi v Kranjski Gori preselile na naše ekrane in na razne spletne medije. Zdaj pa znova potekajo po cerkvah. Bilo je drugače, ampak na poseben način, kajti ni bilo prvič, da sem maševal v prazni cerkvi. Vendar pa pred korona krizo, če je bila prazna cerkev, je bil občutek neprijeten, ker pač nikogar ni bilo. Medtem ko sedaj pa vedel sem, da sicer je prazno, vendar pa, da pa so tam verjetno na drugi strani internetne povezave tudi nekateri in vsakič tudi so tisti, ki so pač na Facebooku tudi med prijatelji, seveda je pokazalo, zaznalo, da so bili nekateri zelo zvesti, zelo stalno, tega sem bil vesel. Če se gledalo, sem na koncu še prek Facebooka pomahal, kot s tisto funkcijo. Odločitev pa sploh ni bila težka, kajti želel sem tudi, da ljudje vedo, tudi če ne morejo biti navzoči, zlasti, da se za tiste, ki so darovali za mašo, da vedo, da se po njihovem namenu daruje, da se tisto uro daruje, niso le posnete, ni bilo vse v živo. Kdor je hotel, seveda potem lahko posnetek tudi pogledal. In tako je bila odločitev v bistvu že drugi dan jasna, bilo je samo treba tehnično pogledati, ker povezave niso bile najboljše, kako bi to šlo. Nekje v 3 dneh potem pa je pa zadeva gladko stekla. Zdaj seveda svete maše potekajo že tako kot prej. Katere omejitve še veljajo morda? Omejitev je, ki jo mnogi ne zaznajo oziroma napačno razumejo, ker razumejo stavek, zaščitne maske niso potrebne s piko na koncu. Še vedno so potrebne, torej vejica, če ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje, 1,5 metra. Takrat pa, ko je to pomeni, da ni potrebno več imeti praznih klopi v cerkvi oziroma označiti, da se ne sme vanje usesti. Res pa je, da včasih pa treba ljudi še opozoriti na to, ker pravim, ljudje so si piko zapomnili. Sicer pa dejansko ni več nobenih drugih omejitev, takih, da bi res kaj zadevale. Se pravi, kdor nima težave z nošenjem maske v cerkvi, potem sploh bi rekel, tiste omejitve, ki so bolj že specialne, kot recimo pri spovedi ali pa recimo pri bolniškem azilinu, kar je pa bolj redko,
da pri obhajilu, no, tam mogoče včasih imajo nekateri težave, kaj ali se ukvarjati s svetim mlečnim telesom ali z masko. Sej dal sem navodila, pa zopet so različno to dojemajo. Tako število torej samo po sebi ni več težava. Da smo imeli danes prvo obhajilo in tudi drugo soboto birmo na soboto, ne pa na nedeljo, kot je običajno, je pa predvsem zato, ker smo datume določili, zato da tudi starši vedo, pri čem so že preden so na začetku junija bile sprostitve. Takrat je še veljalo mogoče samo z družino, res samo starši in pač ne, mogoče bratje, sestre in to je vse, praznik klopi vmes in podobno. In takrat je bilo to možno izvesti samo na soboto, ker nedeljo bi pomenilo, da drugi ljudje ne bi mogli k maši. Sedaj pa je to možno, ampak smo rekli, ohranimo soboto. Bodo pa imeli več časa za praznovanje. Zdaj otroci že normalno obiskujejo tudi verouk? Tudi, ja, tudi. V bistvu že zaključujemo sej. Šlo je samo zato, da nekje mehko zaključimo. Tako da ta teden bodo zadnja srečanja, nekateri so pa že zaključili. Oratorij v letošnjem poletju bo, se še ne ve, kako je z njim? Veliko vprašanje. Bral sem se danes sporočila, pač cerkvena, da recimo v Murskosoboški škofiji jih ne bo, je škof določil, da ne bo. Pri nas videl sem že v nekaterih župnijah večjih, da so tudi sklenili, da ga ne bo. Res pa je, da so imeli v načrtu oratorije na začetku julija. Mi tako nekako računamo, verjetno omejitve bodo, bodisi starostne, da predšolskih otrok verjetno ne bo. Verjetno tudi tako, da ne bodo mogli od drugot prihajati, zlasti če drugot ne bo, bi znalo kakšne želje se pojaviti. Pa seveda tudi, da bomo omejeni na odprt prostor. Se pravi, da ne vem, razmišljam tako, ni še sklenjeno, če že potem verjetno bo veljalo, če je dež, potem tisti dan oratorija ni. Ne, to je. Drugače pa bomo videli, če bo tudi skozi julij se stvar, bi rekel, ostajala vsaj v sedanjih razmerah, potem bomo mogoče tudi ga razpisali. Takole, animatorji delajo, se pripravljajo, kot da bo, ampak delamo do tiste meje, da imamo še povratek, če bo potrebno. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. 10. redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta bo v sredo ob 17. v prostorih Ljudskega doma v Kranjski Gori. Osrednja točka bo rebalans proračuna za letos, ki je najbolj potreben zaradi blažitve posledic epidemije COVID-19. Prisluhnili bodo tudi poročilo o delovanju policijske postaje Kranjska Gora in medobčinskega redarstva. 14. redna seja občinskega sveta občine Bohinj pa bo v četrtek ob 17. v sejni sobi občine Bohinj. Tudi pri njih bo osrednja točka dnevnega reda rebalans letošnjega proračuna. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. Otvoritev Insta razstave Moji vrhovi, katere natečaj je potekal med 8. aprilom in 18. majem, bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Redni letni občni zbor Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora bo v petek ob 17. na golf igrišču v Kranjski Gori. Poletna muzejska noč je letos obarvana zeleno. V Slovenskem planinskem muzeju izvajajo projekt Ministrstva za okolje in prostor za promocijo Alpske konvencije v Sloveniji z naslovom Obisk gora v času podnebnih sprememb. V soboto ob 10. bo najprej simpozij Obisk gora, ob 16. bo izmenjevalnica planinske opreme, ob 18. predavanje ekologov brez meja, ob 19. pa se začne družabni večer s planinsko pesmijo in žimarjenje. Tradicionalni blagoslov motorjev bo v nedeljo ob 20. pred cerkvijo v Kranjski Gori.
Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!